Hej, folk! Danes bom komentiral človeka, ki je gradil svojo kariero okoli ene same osrednje teme in to je seks. Boste rekli, je to kakšen spletni model? Igralec v filmih za odrasle? Žigolo? Ne. On se s seksom ukvarja dosti bolj aktivno od vseh teh ljudi. On o seksu govori. Dame in gospodje, Iztok Gartner. Ja, seveda, ajde, kar tako je. Mislim, lahko naredimo. Mislim, jaz sem za, lej, kamere dosti dolge, mislim, lej, lahko narediš, ne. Mislim, čimovička, lepi. Ja, pa se ga boš ti spravila gor, kaj boš trdega fafala, že niti ustih vstane, pizmateno. Mislim, kaj se pide, ki si ne skaj postav čez od pogovora s tabo, ali kao. Zdaj, Iztok se rad naokoli predstavlja kot slovenski kralj seksa, ampak če mene vprašate, bi mu dosti bolj pristal en drug naziv. Slovenski kralj cringe-a. Barbie, glede na to, da si ti oblečena zdaj, ne, imam jaz s sabo ena čudežna očala, ki vidijo skozi obleko. A veš, in zdaj bom jaz v bistvu tule, samo mal, ček, aha. A je on? Ti pizdo materno. Jebim ti, Barbie, to, evo, zdaj vidim, zakaj moški, v bistvu si mora vzeti eno uro za tebe čas, ne. Pa čisto brita si, pizda, to pa nisem mislil, da imaš malo črlice, pa nimaš, ne. Iztok ima očala, ki mu pustijo videti vse. Razen kdaj je gosti neprijetno zgleda. Če boste bili kdaj na zmenku in vas bo zanimalo, če se punca smeje iskreno ali iz zadrege, če zgleda tako, je verjetno to drugo. Ne rodim zdaj, kot te nago gledam. Ne. Res ne? Ne. Čist nič? Čist se vidim, veš? Aha. A body tudi? Velike strane usnice, male strane usnice, ščeketavček, vse vidim. Vse super. Wow, prav pogledal si je imena za vse dele tam spodaj. Edino nisi še naučil tega, kako tudi izgledajo, ker čez prekrižane noge jih ne bi mogel videti. Tako da pazite, kako bo še navdušen, ko ugotovi, da je tisto, kar on gleda, komaj popek. No, z Istokom sem drugače, tudi sam že interagiral v preteklosti. Enkrat sem recimo bil gost na neki njegovi oddaji med covidom, ampak žal tega videa več ne najdem nikjer. In enkrat smo celo imeli zaplet v aferi Domzi Kulmen. Sorry, ker to menjam, Domen, brez skrbi, še vedno velja premirje. No, in takrat je Iztok imel to zapovedati. Dragi Domzi Kulmen, Domen, prijatelj moj. Tako dober prijatelj, da ne zna napisati njegovega imena. Sem videl, da si posnel reakcijo na ta Marko Žerjalev video o tebi, kjer omenja tudi mene, by the way, ne. Čeprav je ta video načeloma posnel iz jeze, Iztok preprosto ne more skrivati veselja ob temu, da ga vsaj nekdo kje omeni. Mislim, da je nepotrebno, da si to naredil, ker je itak brez veze, ne. Marko je s tem napadom na tebe dejansko pokazal, da je bednik, ko ne rečem druga, ne. Kako originalna žalitev. Pa mi je drugače legenda, ne. Ampak to je pa bedno do amena, ne. Najlažje se je spraviti na mlajše, na manj izkušenejše, ne. Ja, izkušenešnost je kar bistvena, ko delaš te videe za internetise. YouTuberje in ustvarjalce, ne. In potem kao svojo inteligenco dokazovati, kak si ti cool, kak je pa on beden, ne. Če bi Marko Žerjal se malo pozanimal o tebi, bi vedel, da je ta njegov video, kjer te kritizira, zelo brezvezen, ne? Zelo nespodobno, kako ne rečem. Wow, tip, ki komentira sramne ustnice svojih gosti, je meni rekel, da sem nespodoben. Prisežem, da bi mogla obstajati kakšna medalja za to. In da si ti v resnici zelo krasen fant, ne. Tu je Marko res zavil s poti, zato je tudi, kot si videl, dal zasebno ta video, ne. Očitno je ugotovil, da ga je vsral, ne. Ne, nisem ga dal na zasebno, ampak sem ga objavil samo za člane.
Pač, že od samega štarta nisem hotel, da bi ta video bil javno dostopen, ampak je potem pricurljal ven in Iztok ti ga zdaj dodatno reklamiraš. Res ne štekam, niti kul, da sem dal ven ta video o Domnu, ampak še vedno delaš vse, kar ti je v moči, da bi ga čim več ljudi videlo. To je malo kot ko se kakšna starleta joka, da je prišel ven njen pornič. O ne, ne morem verjeti, kako se je to zgodilo. Sedaj je na Pornhubu, kjer ga lahko vsak pogleda preko tega linka. In ko sem to videl, sem si mislil, pizda, materno stari. Spravo se ti na ljudi, ko so na tvojem nivoju, ne. Potem zgleda se nate tudi ne bi smel. Najlažji pizda je sesuvati mlajše, pa tako sem rekel, manj izkušenejše, ne. Ja, definitivno si tako rekel. Kot da bi se morski pes pizda spravil na nekega morskega konička, itak bi ga razčefuko, ne. No, ti nisi mlajši in manj izkušenejši tudi ne, če ne drugo, ker to ni dejanska beseda. Tako da, dejmo videti, kaj za en koniček si ti, Iztok. Ajde, diči, motherfucker. Naj se vam predstavim, sem vaš ginekolog, pacient, imam več, kot jih spravim v blok. Kar naprej, gospa, uležte se na mizo in mi pokažite svojo lepo zizo. To je komad Ginekolog, ki je bil tako patetično zanič, da je mogel Iztok na njemu brisati komentarje in onemogočiti dislike gumb. Pak, bolj nizko od tega skoraj težko greš. Lajkajte ta video, če mislite, da bi mogel Domzi njega braniti. To so vaše joške, zaporno kroške, šlatajo se vedno Celja do Koroške. Mislim, da bi večina osnovnošolcev, ki bi slišala to pesem, rekla, ok, to je pa malo otročje. En bris, dva brisa in trije, problem je takrat, ko se ženska spodaj ne umije. Aha, ful dobro, da si dal video te srne, ko ji manjka ena noga not, ker drugače ta komad res ne bi bil dovolj ogaben za tvoje standarde. Jaz sem ginekolog, a pridi, v moj brlog. Da bi se vsej lahko izgovarjal, da je bil mlad in neumen, ko je posnel ta komad, samo to je bilo leta 2005. On je takrat bil star 30. Tako da ni bil mlad. Pa sej, tudi če bi bil, ne bi pomagalo, ker ta naslednji videospot, Udari me, je izdal, ko je bil 40. Poznal sem eno bejbo, ki je rekla udari me, ko sem jo udaril, mi je rekla, da me še. Jo, razumem. Jaz, ko to poslušam, bi že kar rad, da me kdo ustreli. Hotel se biti nežen in je rekla vseki me, ko sem jo vseko vedno pršili je. Cici prava frizerka je najboljša med vsemi je. Da ne bo pomote, to ni bila bolečina, to je bilo tisko, na telesu je milina. Fak, kot da bi poslušal Jozo, ko probajo izpast seksi. Samo da bi še njim verjetno ratalo boljše od tega. Te dve pesmi so bile iz njegovega albuma Istokovih 3600 sekund in so edine, ki se jih da še danes dobiti, ker ostalih ni objavil na YouTube. Tako da si predstavljate, kakšen totalen shit je šele uno moglo biti. Zdaj boste vsi rekli, kdo je ta debil? Samo brez skrbi, jaz sem lokalni nekrofil. Ampak to so bolj njegove stranske katastrofe. Glavni cringe je Iztok vedno zdal ustvarjati že samo s tem, ko se pogovarja. Fantastična, lušna, fukiš, vroča, pohotna, nenehno mokra in provokativna dama, ki sliši na ime Afina Kiser, Ki sliši na ime, kot da bi bral opis nekega psa v zavetišču. I thought good. Yes. I thought good about your pussy, my dick in your pussy, everything was just perfect. In my pussy. Your tongue in my tongue in your ass, not pussy. Oh my God. Sorry. Okay. Fak, ta tip je tako creepy, da mene počasi dela feminista. Ej, čau Nika, imate mogoče kakšno fraj mesto na inštitutu? She sits on your face, or, no? Maybe. I like different stuff. Tell me more about that different stuff. Glejte, kako tukaj polzi proti tej bogi ženski. Porno igralka je, pa še vedno je neprijetno, da je tako blizu, ker tip rine vanjo bolj kot večina njenih sodelavcev. Pač jaz res ne vem, v čemu je fora, ker Iztok zgleda obseden s seksom, kot da ga je zaenkrat videl samo po televiziji.
Če ne želi. Ja, ne vidiš, ne. No in Barbara, če te vprašam zdaj recimo neposredno povezavo seksa in športa. Misliš, da nekdo, ki je športno aktiven, je pol boljši v posli ali Ja. ni nujno? Veš, na kaj me spomne to, da se ukvarjaš s športom? Seks. Ti, daj mi što povej, recimo na te tvoje fitness programe, te tvoje, ko imaš, vidim tudi, da imaš ogromno teh skupin, pa da imate skupinske vadbe, pa da hodijo punce, fanti. Recimo ženske mi povej, se menite kaj tudi v spolnosti tam zraven, recimo, Veš, na kaj me spomne to, da vodiš fitness vaje? Seks. povej, ne vem, ti verjetno si ženska, malo to drugače gledaš, ne? Ampak se ti ne zdi, da ženska, katerokoli vajo dela v fitnessu, je to porno, ne? Veš, na kaj me spomne, ko ženska telovadi? To nikoli ne boš uganila. Pač tip je kot nek najstnik, ki še ni videl nage ženske v lifeu. Kar, če mene vprašate, se mi vedno bolj zdi, kot da mogoče je dejansko ni. Kak si, Kristina, povej? Kak se počutiš že v mojem bordelu? Odlično. Odlično? Za zdaj odlično. Kaj mokra že? Ja, Istok, če prej ni bila, pol pa zdaj definitivno bo. Kaj je bilo 14 dni nazaj? Veš, kaj je bilo? Praznovali smo svetovni dan brez hlačk. In jaz sem prej uspel med tvoje noge pogledati, da imaš ti gor fucking hlačke, Kristina. Ja, pogledal sem, lej. In ne vem, kaj si ti gre zdaj tu, ne? Istokrat kakšni dami tu pa tam malo pošpegla pod kiklo, tako kot seveda vsak odrasel moški. In 14 dni nazaj je bil svetovni dan brez hlačk, ona jih pa danes nosi. Kako si drzne? Kak se počuti zdaj, Kristina, ko si brez hlač, ko je tvoja pička čist free? Imaš prav kompilacije na netu pornoigralk, ki razlagajo, kdaj so doživele najnižjo točko svoje kariere, in če bi to delali pri nas, bi bila to ena sama kompilacija Istokovih intervjujev. Kaj pa je tako zate tak najbolj, kaj pa vem, idealen spolni odnos? Vsi pravijo, da mora trajati ful dolg, ne? Ampak jaz pa pravim, da ni res, ne? Lahko ti v minuti narediš vse, ne? Očitno Istok porabi za seks enako dolgo kot za pisanje svojih besedil. Ne, ampak se je res ful boljše končati prej seks, sploh če si, tako kot Istok, edini, ki pri njemu sodeluje. Manj časa ti gre, manj se utrudiš, pa še manj verjetno je, da te bo mama pri tem zalotla. Da več žensk na hitro v končni fazi razen številke, s katero se hvalijo tvoji prijatelji, ne ti, on je pa naš jebač, on pa vse podre. Ti ne boš to nikoli za sebe rekel, če si budala, ne? S tem pa se res strinjam drugače. Samo debili se hvalijo naokoli s tem, s kolikimi ženskami so bili. Škoda samo, da je hvaljenje naokoli številkami Istokov najljubši fucking hobi. Tako nauč, kaj bi rekel, si ultra jebač, si imel partnerk več številko približno? Od tromestne številke naprej sem nehal šteti, ne? Zdaj, ali je to 1000, ali je to 2000... To je cela osnova te njegove persone, s kolikimi ženskami je bil. In Istok noben ti fucking ne verjame. S temi svojimi zgodbicami si manj kredibilen kot Martin Strel. Poznam ljudi, ki se ženske dejansko mečejo za njimi in noben od njih ne razlaga tega okoli pol toliko kot Istok. Zakaj? Ker jim ne rabi. Hvalijo se samo tisti, ki jim ne gre, zato ker upajo, da se bo mogoče tako začelo. Pač fake it till you make it. Isto kot je pri denarju. Več kot ga imaš, manj se trudiš s tem neki hvaliti naokoli, ker nimaš teh negotovosti. No, po tej logiki Gartner zgleda nima negotovosti, ampak on je negotovost poosebljena. Tip ne govori o drugem kot o seksu. Pač sej poznamo vsi tisti rek, pes, ki laja, ne grize. No, in Istok, uganeš, kaj si ti v tej metafori? Ker sem pes, ne? Tako je, priden kuža. In za na konec še eno sporočilo od mojega čudovitega sponzorja Kriptomat. Kot že veste, boste pri njih, če se registrirate preko mojega linka v opisu, dobili po prvih 100 evrov prometa 25 evrov v Bitcoinu za lažji začetek na vaši kriptopoti. No, in danes vam bom pokazal, kako. Najprej se seveda na hitro registrirate, tukaj pač rabijo par vaših podatkov, kar pranje denarja in terorizem, ovo ono. No, in potem smo notri. Preprosto kliknite kupi, izberite, katero kriptovaluto želite, zdaj je lih Bitcoin malo padel, tako da se splača. In potem izberete koliko, in minimalni znesek za nagrado je 100 evrov. Potrdite transakcijo in bom, Bitcoin je vaš.
In zdaj vse, kar rabite narediti, je preprosto sedeti na njemu en mesec in nagrada je vaša. Pač nočem zdaj to prodajati kot nek lahek denar, ampak težko pa tudi ni. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če mislite, da seksate več od Gartnerja, in naročite se na ta prečudovit kanal, preden mi ga kakšni odvetniki zaprejo. Ajde folk, čau!